Na zelenem grškem otoku Zakintos lahko najdemo skrivnostne plaže, kristalno vodo in prijazne ljudi. Otok daje zavetje številnim pticam in morskim živalim. Posebnost so predvsem glavate karete, želve velikanke, ki so v prostranih peščenih plažah otoka našle svoj dom. Zakintos je leta 1953 pretresel silovit potres, ki je porušil večino zgradb na otoku. Zato tam ni moč najti tradicionalnih belih hišic z modrimi strehami, saj je to še danes potresno območje. Na jugu, kjer je pristaniško mesto Zakintos, je med mladimi Angleži zelo priljubljen Laganas. Je največje in najbolj živahno letovišče na tem zelenem otoku in je pravi raj za tiste, ki želijo, da jim počitniške noči minejo v živahnih ritmih. In nočni utrip Laganasa so lahko doživeli tudi letošnji absolventi. Danes je postal čas pomemben element. Zakintos je logistično zelo dobro pozicioniran. Dejansko greš na pot zjutraj in naslednji dan si že sredi zabave. Tako so se slovenski absolventi na otoku Zakintos zabavali ob svoji uradni himni, ki so jo zanje že tradicionalno pripravili člani skupine Kingston. Ja, letos je bila to naš komad original oziroma Crazy for Life. Na to himno zmeraj naštudirajo seveda tudi koreografijo in to potem probamo na koncertu, na beach partiju. Absolventi pa so se lahko zabavali tudi na ladji. Si na majice zapisali svoje skrite želje, se za eno noč spremenili v grške bogove. Poseidon. Danes predstavljam Hero, gospodično oziroma ženo Zevsa, ki je zelo tako utrpela, ker jo je Zevs varal. Boginja ljubezni. Zevs. Zakaj? Moč strelja. Dolg zdrži. In za eno noč zamenjali spole. Z namenom, da malce raznajemo strasti. Se veste, brez strasti in brez fantazije ne gre. Strasti je med slovenskimi absolventkami vzbujal tudi stand-up komik Vid Valič, ki je na otoku Zakintos že iskal nove slovenske talente. Sem vesel, da bo druga sezona, zato ker se mi zdi, da je prva sezona že ful veliko dala, tudi tako v Sloveniji kot narodu, kot ljudstvu. Kingstoni pa so bili letos v Grčiji s prav posebnim spremstvom, soprogu klaviaturista Zvoneta Tomca. Zdaj pa je čas, da grem pogledat, kam že Zvone hodi 8 let. Sta se zakonca morda naveličala družinskih počitnic? A ne, to je pač, izkoriščamo pač delo in zabavo, ne? Študenti pa se niso samo zabavali. Pomemben element absolventskega izleta so tudi izobraževalne ekskurzije. Ko si enkrat na Zakintosu, si moraš nujno ogledati tudi njegove največje znamenitosti. Med njimi je gotovo zaliv Tihotapcev, kamor se lahko pride samo z ladjo, v njem pa na pol zakopana v pesek leži tihotapska ladja, ki je nasedla na obalo. Na Zakintosu se je zabavalo na tisoče slovenskih absolventov. Ob tako velikem številu potnikov pa se seveda upravičeno postavlja vprašanje zagotavljanja varnosti. Varnost je vedno pri nas številka 1. Zavedamo se, delamo z mladimi ljudmi, da ponudiš 25-urni program, ki je zanimiv, atraktiven, se pravi podnevi in ponoči. Podnevi, izleti, športne aktivnosti, igre, zabava, animacija in isto narediš po noči, s ciljem, da plešejo do jutra. Vse te aktivnosti, pa medicinska ekipa, pa varnostniki, pa posebej šolani vodiči, animacija, vse to je v bistvu namenjeno z enim segmentom, to je sistemom varnosti. Varna zabava in dobra družba tako poskrbita, da absolventski izlet, ki še vedno ostaja pomemben družaben dogodek v življenju mladih, ostane v spominu lepo zapisan.